Nihče ne pogleda kadrovskih virov. 30% imamo manj zdravnikov, kot jih imajo v povprečju v Evropi. In če bi pisali zakon tudi skladno z viri in skladno s potrebami, bi se seveda ozrli tudi na to, kako rešiti prepletanje javnega in zasebnega. Gotovo z bolj podrobnimi predpisi, z zelo podrobno zakonodajo, z dobro organizacijo in nadzorom, ne pa s prepovedjo. Ta je najslabša. In mi smo tekom našega mandata že veliko zadev rešili v dopolnjenih koncesijskih pogodbah, ki smo jih takrat potem pač dopolnjevali brez, da bi nov zakon bil že ali napisan ali uveljavljen, ampak smo reševali situacijo na tistih mestih, kjer je bila slaba. Slaba je bila tam, da se ni videlo, kje zdravnik dela, da ni bilo nadzora, da recimo so bili zdravniki, ne vem, do 12 uri v bolnišnici, potem se ni videlo, kje. Torej, to je gotovo anomalija, ki jo je treba rešiti. Ampak ta rešitev, ki je tukaj predlagana, lahko nosi samo slabše stanje od vzdržnega. Danes je vzdržno, jutri bo pa slabo. Dobro pa nikakor iz tega ne more biti. Poleg tega bi skladno s tem zakonom nujno morali dati v obravnavo usporedno zakone o dolgotrajni oskrbi in pa zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju. Kajti to je zakonodaja, ki podpira drugo. In vsi zakoni so napovedani. Zakon o dolgotrajni oskrbi seveda se zelo tiče zdravja in zelo se tiče sprememb v staranju prebivalstva. In ga ta zakon o zdravstveni dejavnosti samo na deklarativni ravni govori o staranju prebivalstva, ni pa rešitev. Rešitve pa morajo biti zelo pomembne, tako na področju virov, kadrovskih virov, zdravniških oziroma zdravstvenih in pa seveda tudi vseh ostalih socialnih, ki so za to potrebni. Torej, tudi tu je ena velika jama, ki ne vem, zakaj se ne rešuje istočasno, ker bi povzročalo mnogo manj težav. In če preštejem, da smo v mandatu, ko sem bila jaz ministrica, v roku enega leta, pripravili in da se je sprejelo, mislim, da 7 ali 8 zakonov, da se je napisala in sprejela resolucija, da smo predsedovali Evropski uniji in spravili rak kot eno glavnih zdravstvenih vprašanj na evropski politični nivo. In če smo zgradili vmes par klinik, mislim, da bi tudi danes ministrstvo lahko dalo kaj več kot osnutek enega samega zakona. To je rezultat. Rezultat tega je, da se praktično nič ne dela. In zdaj jaz dam prav tistim, ki so mi rekli takrat, ko sem prišla na ministrstvo, da najboljše, da nič ne delam, ker takrat ne bom kritizirana. In zdaj vidim, danes se resnično nič ne dela in tudi kritike ni. Tudi nič več se ne sprašuje, zakaj čakalne dobe, zakaj mora pacient pa danes toliko mesecev let čakati, zakaj mora čakati v polni čakalnici. In zato je očitno v naši družbi bolj sprejemljivo nič delati, kot biti tist, ki želiš dejansko spremembe v dobro te družbe, ki živi danes v demokraciji, ki se mora obračati vendar tudi na evropske standarde. No, stroka je tudi povedala sicer širše, da se je zakon pripravljal popolnoma brez njih. 3-4 zdravniki so sodelovali. Veste, mi imamo republiške strokovne kolegije, imamo res paleto teh institucij strokovnih, ki bi lahko veliko pripomogle k temu, seveda poleg civilnih združenj, da je zakon koristen za ljudi nazadnje, ker zakon se dela za ljudi. Ne omenjamo in ne definira se za današnji čas zelo potrebna zadeva, to je vodenje zavodov. Kakšna znanje mora imeti tisti, ki vodi zavod? Ali vseeno, ali zavod deluje z izgubo, ali deluje s profitom, to se nihče ne sekira. Skratka, samo da je postavljena neka hierarhija, kako pa deluje motivacijsko ali ne, ali je samo zato, da pridemo v službo pa gremo nazaj, potem torej ni govora. Zelo jasno se dajo stvari definirati.
tako kot so v zakonu o gospodarskih službah, družbah zelo jasno definirane, kako je treba delovati.